Gre za eno osnovno nerazumevanje, kaj je dan solidarnosti. Dan solidarnosti se ne meri samo v ekonomskih učinkih. Dan solidarnosti se ne meri le v gospodarstvu. Dan solidarnosti je, zato ker smo ljudje, tudi nekaj drugega. In dan solidarnosti, tako kot je bil zamišljen, je pravi način. Je prvi korak, ki mu bodo sledili mnogi tisti, o katerih ste danes že govorili. To, kar predlaga Nova Slovenija, je neizvedljivo do ponedeljka in to vsi vemo. Vsi vemo. Če ste pa vi sposobni v enem dnevu sklati in vse, glejte, smo videli 2 leti, česa ste sposobni. Ampak ne bomo obračunavali, ker zdajle ni pravi čas. To, kar predlagate, je neizvedljivo in to, kar predlagate, je seveda tudi na nek način demagogija v napačnem trenutku. V napačnem trenutku delitve, v napačnem trenutku. Tudi v vseh razvitih ekonomijah, na katere toliko date, pa na gospodarstvo, a ne, gospod Mahnič, imajo tako imenovane dneve. Tudi na Švedskem imajo klemdage, pa še kje. In zakaj v bistvu v tem dnevu solidarnosti pravzaprav gre? Vsak bo solidaren na svoj način. Vsiljevanje ljudem, kako naj bodo solidarni, ni smisel. Povejte mi še recimo, kako bomo obdavčili ali pa kako bo en samostojni podjetnik plačal točno ta dan, ko ne dela mislim, kako ste si to zamislili? Kje bo podlaga izračun? Kje je pravna podlaga za ta izračun? To bo narejeno, ampak to ne more biti narejeno v 3 dneh. Lahko je, ampak potem bo tak mes, kot smo ga videli v preteklih letih. Bistveno je to, da se ljudje zavemo, da smo del skupnosti, ker smo ljudje tudi simbolna bitja, pa če vam je to všeč ali pa ne, mi družboslovci to vemo. In je zelo pomembno, da imamo občutek za skupnost, občutek za solidarnost, ki ni vedno samo denar. Vsak bo pomagal na svoj način. Čisto vsak, ki bo to želel, in tisti, ki ne bo, se bo zelo slabo počutil. To ste lahko prepričani. In to je ta dan solidarnosti in temu je namenjen. Vsi dnevi, vse sobote, vsi tisti socialistične sobote, ki smo jih delali, oziroma so jih delali moji starši, za kulturne domove, za tiste žrtve potresa v nekdanji Jugoslaviji in podobno, to pride, to so naslednji koraki. In to, kar zdaj počnete, je zelo grdo zavajanje ljudi, zelo grdo zavajanje ljudi, v znani maniri, v prijazni maniri. A lahko smo mogoče vsaj enkrat složni v tem, da vsaka oblast rešuje probleme na svoj način. Na koncu se potegne račun in se vidi, kako je bilo. In pustite vsaki oblasti, da pač naredi, kar naredi. Vi pač imate svoje predloge, v redu, tudi neizvedljive, v redu. Ampak takšen dan, kot je dan solidarnosti, se mi zdi dan na mestu. V tem smislu, kot sem ga omenila, in ni nič posebnega in ga imajo tudi druge države. V Veliki Britaniji, neoliberalni državi, imajo prosti dan na dan rojstnega dneva kralja ali pa poroke. A to ni, ne, to, kako je neumna. Skratka, pustimo solidarnost takšno, kot je, pustimo, da ljudje začutijo, da lahko pomagajo na kakršenkoli način, lahko in želijo. Zato, ker je manj kot 30 ljudi v tej državi danes, ki niso neposredno povezani s to grozoto. Manj kot 30. Manj kot 30%. In vedno bo tako, da bo en del ljudi ne bo pomagal, bo zaprl oči. Vedno je tako. Povsod. Ampak pustimo tistim, ki hočejo, da pomagajo, kakor želijo. Če pa kdo želi delati, lahko pa tudi dela. Kje pa piše, da ne sme? Kje piše, da ne sme kdo delati v ponedeljek? Saj se lahko tudi ob nedeljah dela. Je pa res, da je takrat treba to malo bolje plačati. Zato se ne dela, a ne? In tako bo tudi zdaj.